Moram reči, da po analizah, ki jih imamo in po občutkih, smo lahko zelo zadovoljni. To je seveda posledica dolgotrajne priprave na začetek implementacije VAR-a v Sloveniji. Treba je vedeti, da smo za to potrebovali ali pa si vzeli kar 18 mesecev, tako da smo bili prepričani, da smo zelo dobro pripravljeni, ne samo mi sodniki, ampak tudi tehnična stran sistema VAR, HOKAJ in vsi ostali deležniki. Mi smo celo pričakovali, lahko rečem, več problemov pri implementaciji tega sistema, vendar predvsem v luči problemov, ki so jih imele nekatere druge države, kjer je bilo v začetka kar dejansko veliko problemov, mi teh problemov nismo imeli, tako da smo z tega stališča res lahko zelo zadovoljni. Ja, to je seveda nekaj novega. VAR-i so pri nas torej šele pol leta, ampak tudi v tem smislu, spet ko primerjam VAR-e iz drugih držav in vem, katere probleme imajo v svojih državah, pa tudi kako delujejo na mednarodnih tekmovanjih v okviru UEFA, lahko ugotavljam, da so že po pol leta, torej z relativno malo izkušnjami, naši VAR sodniki na precej primerljivem nivoju s tistimi iz drugih držav, spet iz večjih držav, ki imajo bistveno več izkušenj. Tako da, kar se tega tiče, smo res lahko res zadovoljni. Razpolagamo, torej vedeti je treba, da vsi sodniki in VAR-i in A-VAR-i, to so pomočniki VAR-a, ki delujejo v tem sistemu, morajo biti certificirani strani FIFA. Mi imamo trenutno 14 certificiranih sodnikov, ki lahko sodijo v sistemu VAR. Prav tako enako število VAR-ov in potem še 9 A-VAR-ov, ki so izbrani z liste mednarodnih pomočnikov sodnika. Se pravi, kar se tiče sodnikov, 14 sodnikov lahko trenutno sodi v tem sistemu. Kar se tiče vloge in funkcije VAR-a v primerjavi z funkcijo sodnika, to sta dve popolnoma različni zgodbi. In jih je tudi težko torej med sabo primerjati. Sodnik mora imeti neke svoje karakteristike in lastnosti, VAR povsem drugačne. Recimo, sodnik mora imeti sposobnost menedžmenta z igralci, presoje in tako dalje, gibanja in marsikaj drugega, dočim kar je najbolj pomembno za VAR, je seveda poleg tega, da je tehnično podkovan, da ve, kaj je kaznivo, recimo pri igri z roko, pri kazenskih udarcih in tako dalje, kar predpostavljamo, da bi morali biti in so, seveda prihajajo iz strani, torej sodnikov, ki tudi delujejo na igrišču, ampak mora imeti VAR še drugačne lastnosti, osebnostne lastnosti. Imeti mora sposobnost, da je miren, ko se postavi pred monitorje, torej nekateri so nervozni, in taki, ki so nervozni, ne morejo dobro upravljati sistema, torej vloge VAR-a, torej predvsem mora biti miren, imeti mora sposobnost, da je koncentriran celo tekmo in to ni lahko. Jaz sem se pogovarjal z nekaterimi top sodniki v Evropi, ki te vloge enostavno ne želijo upravljati, kjer se ne čutijo sposobne, čeprav so top sodniki na igrišču, se ne čutijo sposobne, da bi dobro upravljali to vlogo. Namreč zakaj? Odgovornost tukaj, kar se tiče vloge VAR-a, je na nek način celo večja kot sodnika na igrišču. Čeprav je sodnik tisti, ki sprejema odločitve, ampak sodnik ima možnost, oziroma je opravičljivo, če naredi neko napako, ker enostavno ni v položaju kakšne, ali pa ni mogoče kakšne zadeve videti,
Dočim VAR, ki ima na razpolago 7, 8, 9 ali v nekih torej večjih tekmovanjih celo 20 kamer, enostavno je težko sprejeti, ko on naredi napako kljub vsem pogojem, ki jih ima. Zaradi tega je ta odgovornost še na nek način večja in zato mora imeti posebne, kot sem že rekel, osebnostne lastnosti. Mi imamo izobraževanje že od vsega začetka vsak mesec. Vsak mesec so se analizirale vse tekme, ki so bile odigrane v tem sistemu, se pravi 2 tekmi na krog. To pomeni, da ta edukacija poteka kontinuirano. Vsak mesec je analizirano vse. Vse, kar je bilo dobrega v tem sistemu, kar je bilo seveda v veliki večini primerov, pa tudi kar ni bilo najboljše. Pa ne govorimo zdaj o nekih hudih napakah, bolj o nekih postopkih, sodelovanju, medsebojnim sodnikom, z AVAR-om, z operaterjem in tako dalje. Tako da ta priprava na uvedbo sistema VAR na vseh tekmovanjih poteka sproti in zaradi tega ocenjujemo, da je teh 14 sodnikov oziroma VAR-ov in dodatnih 9 AVAR-ov že sedaj popolnoma pripravljenih za uvedbo sistema VAR na vseh tekmovanjih. Mi bomo zdaj na predstoječem seminarju sodnikov, enotedenskem, precejšen del posvetili seveda sistemu VAR, predvsem v smislu nivoja intervencije, kdaj je potrebno intervenirati v posameznih situacijah na tekmi, recimo pri igri z roko, pri kazenskih udarcih, pri resnih prekrških, pri ofsajdih in tako dalje. In na tem seveda gradimo to izobraževanje konstantno. Ja, to je osnovno načelo, je zapisano tudi v VAR protokolu. To bi rekel, z nekaj besedami bi poskušal opisati tako, da minimalno vmešavanje. To pomeni, da se VAR dejansko vmeša oziroma intervenira samo v primeru torej čistih in očitih napak sodnika. Nekatere države so ta nivo intervencije precej spustile in tam prihaja potem do precejšnjega števila intervencij, kar seveda ni dobro za nogomet, ni dobro za potek tekmovanja in poleg tega prinaša tudi cel kup zmešnjav. Ko imaš namreč cel kup intervencij, potem je težko več ločiti med tistimi, ko je potrebno intervenirati in ko ni potrebno, seveda, če je recimo teh intervencij veliko. Mi smo zavzeli stališče v Sloveniji, da bomo popolnoma sledili trendom UEFA oziroma filozofiji UEFA, kar se tiče implementacije sistema VAR. To pomeni minimalno vmešavanje, samo takrat, ko je to dejansko potrebno, ko gre za čisto in očitno napako in iz tega potegniti seveda potem maksimalno korist. Korist je pa točno v tem, da se čiste in hude napake odpravijo oziroma preprečijo. Ne želimo, da bi se VAR vmešaval v nekih sivih conah, v nekih diskutabilnih primerih, ko je recimo mišljenje javnosti lahko razdaljeno. Čista in očitna napaka je skratka neka napaka sodnika, do katere seveda lahko prihaja. Poenostavljeno bi rekel takrat, ko bi 90% ljudi, ki pogledajo si posnetke, rekli takoj, to je pa res huda napaka. Ja, osnovno navodilo sodnikom na igrišču, zdaj govorimo o sodnikih, ne o VAR-ih, je ta, da morajo soditi, kot da VAR-a ni. Oziroma, ko sprejemajo odločitve, ne smejo misliti na to, da imajo potem neko zavarovanje za seboj.
ali pa čakati na to, da bi VAR povedal, ali naj dosodi kazenski udarec ali ne, ali naj igralca izključi ali ne. To bi bilo seveda hudo v nasprotju z protokolom. Sodnik mora sprejeti svojo odločitev na igrišču in šele, ko je sprejeta odločitev na igrišču, takšna ali drugačna, pravilna ali nepravilna, bo VAR, seveda v tistih primerih, ko VAR sploh lahko posreduje, zadevo pregledal in posredoval samo v primeru, če je prišlo do čiste in očitne napake. Sodnik pa mora sprejeti odločitev na igrišču. Vsekakor. VAR lahko posreduje samo v primeru 4 sklopov dogodkov na igrišču. Največkrat se VAR intervenira oziroma se vključi v neko dogajanje ali pa saj pregleduje neke dogodke v primeru za morebitnega kazenskega udarca, ali je potrebno dosoditi kazenski udarec ali ne. Nadalje, pri doseganju zadetka, ali je bil zadetek dosežen na pravilen način. Tukaj je vključenost, torej kaj to pomeni, ali je bil pred morebitnim doseganjem zadetka, je prišlo do kakšne kršitve pravil strani napadalcev, vključno z offsidom. Recimo največkrat tu gre za offside. Se pravi, kazenski udarci, doseganje zadetka, vključno z offsidom in morebitnimi predhodnimi prekrški, potem ali je prišlo do napake pri dogodku za rdeči karton, in to je treba poudariti za direktni rdeči karton in ne za drugi opomin. To bi bilo v nasprotju s protokolom, če bi VAR interveniral, pa tudi če bi šlo za čisti drugi opomin, ne more in ne sme intervenirati. In 4. sklop v primeru napačne identitete igralca, torej če bi sodnik napačno izključil napačnega igralca ali izključil opomnil napačnega igralca iz te ekipe. Torej, za pomočnike se kar precej spremeni v sistemu VAR. Torej, sama presoja offsida, torej že govorim zdaj o offsidih in ne o drugih intervencijah, ko intervenira zaradi prekrška in tako dalje, pa predvsem, kar se tiče offsida, je ta, da oni sicer ocenjujejo offside tako kot sicer, vendar je velika razlika v sistemu VAR ta, da morajo v primeru relativno tesnih offside odločitev zakasniti znak za stavico, se pravi, lahko potem signalizirajo šele, ko je napadalna akcija končana. Torej, predvsem govorimo o primerih, ko gre nekdo sam proti golu ali pa proti kazenskem prostoru v neki zelo obetavni akciji ali celo v čisti situaciji za doseganje zadetka, takrat morajo pomočniki zadržati ta znak za stavico, intervenirati šele, ko je ta napadalna akcija končana. Tukaj dostikrat pride do nerazumevanja strani javnosti, pa tudi igralcev ali trenerjev, ko reagirajo, češ, zakaj pa nisi takoj dvignil zastavice. Ja, zato, ker če bi takoj dvignil zastavico in bi potem VAR ugotovil, da offsida ni bilo, sodnik bi pa zapiskal in bi igro prekinil, potem poti nazaj več ni. Zato mora tako pomočnik pustiti igro do konca oziroma napadalno akcijo do konca in prav tako tudi sodnik. Recimo, če bi bil dosežen zadetek, potem bi pomočnik dvignil zastavico, VAR bi preveril, če je bilo vse ok, in če ne bi bilo, bi ta gol še vedno obveljal. Ja, predvsem bi jim priporočil, da se zavedajo, da je tu nekaj dodatnih parov oči, ki spremljajo dogodke za hrbtom sodnika, recimo, če govorimo o nekem nasilnem obnašanju, če je včasih ali pa nešportnem obnašanju, če je včasih ta zadeva šla mimo, lahko neopažena, danes temu ne bo tako. Zelo verjetno ne bo tako. Govorimo o dogodkih v kazenskem prostoru, ko igralci mislijo, da sodnik gleda tam, pa jaz lahko nekoga potegnem tukaj. Če bi bila ta zadeva danes očitna za VAR, bo VAR interveniral. Torej, priporočam jim, da se zavedajo, da o ključnih zadevah, tudi če sodnik jih ne bo videl, lahko VAR intervenira. Torej, priporočam, da se vzdržijo vseh tistih dejanj,
ki bi lahko škodovale njim oziroma njihovi ekipi, kjer jih bo danes VAR opazil.